ker enostavno pač to je moja dežela, kjer sem, ali normalno sem si želela. Mislim, vse posodila bom, ampak pač doma je najlepša, ne, in normalno. Kaj si boš najbolj zapomnila iz Azerbajdžana? Eurosong je to areno, ki sem bila skoraj vsak dan tam, ampak je pa ful fajn občutek zaradi tega, ker meni je bilo super ljudje, organizacija je res profesionalna bila, tako da mislim, jaz sem res maksimalno uživala, kljub vsemu delu. Vemo, da si imela garderobo tudi poleg Aleksandra Ripaka. Koga še poleg njega si spoznala izmed teh slavnih? V bistvu sem Marijo Šerifovič videla, pol Leno sem spoznala predstavnico Nemčije in pa normalno vse ostale predstavnike Eurosonga letošnjega. Kdo je nate pustil največji vtis? Španka, moram priznati, ko sem jo slišala v živo in pa od moških pa Estonci. S kom pa si se največ družila? Največ v bistvu sem se s portugalsko predstavnico in res smo že v bistvu od samega začetka, sem se ful razumela, ker sem bila skupaj v Amsterdamu, potem tudi v Londonu, tako da zdaj smo najbolj vledno. Kdo se je pa najbolj zvezdniško obnašal? Pa kaj povem, si vsak po svoje, v bistvu, si vsak je tja tam prišel, ne, da pokaže sebe, ne, normalno, vsak je bil na nek način, ampak tudi normalno pa vsak se je lepo obnašal do vsakega. No, tebe so pohvalili, da si bila najbolj dostopna, najbolj ti. Ja, mislim, da je bilo ful to smešno, zaradi tega, ker intervjuji so mi bili pa ful zanimivi. Moram reči, upam, da bo tudi moja profesorica angleščine kaj me pohvala, da sem kaj boljša pri angleščini. Drugače pa res, ful sem se navadila angleško govoriti, pa nasplošno, mislim, meni so ni tako fajni intervjuji, da res ne bom povedati tako naprej. Je Eurosong vse, kar si pričakovala, ali te v katerem delu razočaral? Ne bi rekel, da me je razočaral, ampak ker v bistvu že vem, kako v bistvu to Eurosong ta poteka, ampak zdaj sem videla še tiste skrite plati, ki jih mogoče kdo drug ne vidi, ne, ampak... Katere skrite plati? To je treba doživeti, tako da, tisti, ko boš na Eurosong, bo videl. Kaj se je dogajalo tiste 3 odločilne minute, ko si bila na odru? 3 odločilne minute, nimam pojma. Enostavno se sploh ne zavedam, kaj se je dogajalo. Adrenalin je bil v meni, energija tista in enostavno, ko sem prišla do odra, nisem vedela, kje sem do besede. Če bi lahko zavrtela čas nazaj, kaj bi spremenila, recimo? Kaj bi spremenila? Nič. Ker sem ful zadovoljna s svojim nastopom, moram reči, da boljše ne bi moglo biti. Priznam. Pa je bilo dejstvo, da Slovenija ni bilo v vojnici zate presenečenje? V bistvu malo smo bili presenečeni, ampak se mi zdi, da kot sam Eurosong pač vemo, kako je, včasih imaš srečo, včasih je nimaš, ne, ampak mislim, da ni zaradi tega, da bi mi slabo pele, ker nismo slabo pele, pač priznam, ampak je tu marsikaj drugega vmes, pač kar mene v bistvu ne zanima. In enostavno sem dala vse od sebe, maksimalno sem se potrudila, energija je šla ven iz mene, iz vsega mojega telesa, vse od pete navzgor in tako da res ne vem. Premala je država, se mi tudi zdelo. Koliko časa si porabila, da si se opomogla ali sploh, ali je bilo čisto? Opomogla glede česa? Da nisi prišla naprej v finale. Opomogla, pa v bistvu malo smo vsi jokali po vrsti, ampak ne vem, jaz sem se hitro vrala, ker nisem taka, da zdaj pa obupam, ampak mi je res zelo pa tisto malo bolj žal, da ne morem še enkrat iti na oder gora, ne, ker tele gleda 20.000 ljudi v dvorani. Kako pa drugače komentiraš svoje 17. mesto? Omenila si, da smo majhna država, kaj misliš, da so še drugi razlogi? Pa kaj pa vem, mislim, zaslužili bi si boljše, zaslužili bi si finale, no pač odkrito povem, ampak ne vem, enostavno, nam te točke niso bile nekako naklonjene. Na koncu pa je le zmagala tvoja favoritinja, za katero si navijala. A si kaj spremenila svoje mnenje? Ja, zelo sem spremenila svoje mišljenje, oziroma Švedka mi je od samega začetka pač všeča, ne. Ampak moram pa reči, da ko sem v živo slišala Estonca, me je pa dobesedno vrglo s stola in pa špansko predstavnico. Ta dva sta mi pa res bila top. Bi se še kdaj vrnila v Azerbajdžan kot turistka? Kot turistka? Ne vem, če na Eurosong pa takoj. Aha, okej. Koliko si bila v navezi starši do zdaj? Je zelo, mislim, kar sem imela prostega časa, če sem počivala, ampak da smo se začeli, recimo, ker je tudi razmik 3-urni, pol ona dva še delata v službi, ne, tako da smo se slišali pol zvečera, ne, prek Skype. Če bi ti dali vabilo na misijo Eurovizija